Večina ljudi, ki prvič vidi te barvaste stekleničke, pomisli na parfume. Potem gledajo te barve in ugotavljajo, ali je to samo pobarvano steklo ali je kaj drugega. Šele ko jim pokažem, da je v stekleničkah tekočina, jih zanima več. Moje ime je Manca Razboršek in sem life in soul coach in pa avtorica knjig Angelski svetilniki in pa Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc. Z Aura Somo se spoznavam, se izobražujem in pa njen jezik prevajam ljudem že od leta 2009. In vedno znova me fascinira ta jezik barv in svetlobe in pa globina, v katero gre lahko Aura Soma pri osebni rasti in duhovni transformaciji. In danes vam želim predstaviti ekvilibrium stekleničke, kaj je v njih, kako delujejo in pa kako jih pravilno uporabljate. Vsaka steklenička je sestavljena iz spodnjega dela na vodni osnovi in pa zgornjega dela, ki ga sestavljajo olja. In ko stekleničko, ki pač v tem spodnjem delu vsebuje ta vodni, v zgornjem delu pa oljni del, pretresemo, dobimo emulzijo, ki se jo potem nanaša na fizično telo. In spodnji del predstavlja tista čustva, mentalne in pa energijske vzorce, ki jih še nismo ozavestili. Zgornji del pa predstavlja to, česar se že zavedamo, in ko spodnji in pa zgornji del premešamo, dobimo potencial, ki se lahko izrazi v prihodnosti. Zdaj, stekleničke delujejo na več nivojih hkrati. Njihova posebnost je pa ravno to, da v nas vstopajo preko fizičnega telesa. Zdaj, noter so eterična olja, izvlečki z lišč, rastlinske informacije in esence, in ko to vstopi v naše telo, na kožo, in preko telesnih tekočin te aktivne sestavine pridejo do ustreznih žlez z notranjim izločanjem. Na žleze so pa privezane naše čakre, ki ponesajo informacijo iz stekleničke v naš energetski sistem oziroma auro. Tekočine poleg teh esenc iz rastlinskega kraljestva vsebujejo tudi vibracije kristalov, energijo barv in pa svetlobe in z vsem tem informirajo naš celoten energijski sistem. Tako da Aura Soma deluje na vseh nivojih in je zato v bistvu ena najbolj celostnih terapij, ki je bila podarjena človeštvu. Vicki Wall, ki je prizemljila in preko duhovnega vodstva ustvarila te prve stekleničke in pomandre, je večkrat rekla, da je Aura Soma pravzaprav staro vino v novi embalaži. In to se kaže v izjemni povezanosti z ostalimi znanji in sistemi. Tukaj noter je astrologija, numerologija, kabala, tarot, barvna terapija. Z majevskim koledarjem lahko povežemo posamezne stekleničke, celo z I Chingom. Tako da vsi te sistemi so tukaj noter tudi v teh barvnih draguljih. To raziskovanje Aura Some je mene popeljalo na pot spoznavanja teh starodavnih misterijev in pa modrosti in mi dalo en globlji vpogled v duhovne zakone in pa spoznanja. In res Aura Soma je terapija duše, ker ponuja eno celovito in pa globoko transformacijo na vseh nivojih. In skozi proces transformacije se vedno bolj lahko približaš svojemu pravemu bistvu in duša se začne izražati v enem takem res čudovitem sijaju, bi lahko rekla. Tako da, ko izbereš svojo stekleničko ravnovesja, jo pretreseš, da se zgornji pa spodnji del zmešata in da dobiš emulzijo. Ampak v bistvu je ne mešaš glih tako, kot ti paše, ampak obstaja en poseben način, kako jo primeš, in tega bom zdaj tudi pokazala. Se pravi, stekleničko najprej odpreš in daš v levo roko, ker je to roka sprejemanja. Naslonaš na palec in jo tako prizemljiš. Potem jo zapreš s sredincem. Uravnovesiš levo in desno polovico, mezinček pa postane antena. In tako je ena taka mudra. In potem treseš in mešaš, dokler se spodnji pa zgornji del ne premešata. Zdaj, na začetku gre majčkeno težji, potem je pa čedalje lažji. In včasih se na začetku sploh noče zmešati. Recimo, jaz se spomnim svoje prve stekleničke, ki sem jo dobila, in sem rekla, da se bom z njo namazala šele, ko jo bom uspela čist premešati.
In 3 dni je trajalo, da se je premešala čisto do dna. Tale se še recimo ni, se pravi, jo treba še majčkeno mešati. In tudi, ko delam te terapevtske konzultacije, se nekaterim premeša v par sekundah, drugi rabijo par minut, se pa najde tudi kakšen tak, ki jo trese več dni, tako kot sem jo jaz. Ker zavedati se je treba, da s tem, ko jo treseš, se energije v steklenički preko meridianov povežejo s tvojim energetskim telesom. In aktivirajo se točno tiste informacije, ki jih potrebuje tvoja duša oziroma tvoje celotno bitje. Se pravi, ko jo uspeš premešati, jo daš na roko in potem namažeš posamezen del telesa, ki je povezan s posamezno stekleničko. Zdaj, kam je treba nanašati, vedno razložim med konzultacijo. To je pa, ko se izbere 4 stekleničke in se naredi interpretacija izbora. Zdaj, kako poteka taka terapevtska konzultacija, ki ji jaz rečem zmenek z dušo, v enem drugem videu. Tukaj pa rajš povem, da ko uporabljaš te stekleničke in se v bistvu spremembe v tvojem energetskem polju zgodijo, vplivajo na tvoje okolje. Ker delovanje stekleničke se preko eteričnih vezi prenese tudi na tvoje najbližje in pa vse odnose, v katerih deluješ. Ker se spremeni tvoja energija, se spremeni tudi odziv okolice. In učinke posamezne stekleničke oziroma energij v njej čutiš kot en tak občutek povečanega notranjega miru, drugače se odzivaš v situacijah, ki so bile včasih težavne, pojavijo se sinhronicitete, ki te vodijo k razrešitvi izzivov. Poleg ekvilibrium stekleničk so v sistemu še pomandri, to so utekočinjene in energetizirane barve, kvintesence, to so mojsterske energije, in pa arhangeloj esence energije nadangelov. Vsi te izdelki so visoko energetizirani in so zares ustekleničene energije, ki pomagajo, da lažje hodiš po poti osebnega in duhovnega razvoja. Zdaj, če se čisto prvič srečuješ z aurasomo, potem jaz običajno priporočam, da začneš z pomandrom. Zdaj, o pomandrih sem posnela drug video, ki si ga lahko pogledaš. Zakaj začeti s pomandrom? Zato, da začutiš energije in se lažje povežeš z vibracijo sistema. Drugi način pa je, da prideš k meni na osebno terapevtsko konzultacijo. Vedno mi je tako zelo v čast, da lahko pogledam v dušo tistega, ki zbere svoje 4 stekleničke. Zdaj, na Facebook strani Lekarna za dušo in pa YouTube kanalu lahko pogledaš še ostale videe na temo aurasome, si pogledaš različne posnetke, razlage, predvsem pa te vabim, da spremljaš tudi moje zapise na blogu Lekarna za dušo, kjer se uskladim z energijami meseca, tistega, kar se dogaja, in tudi pokažem oziroma zapišem, katere energije so tisti mesec prisotne in jih lahko povežemo s posameznimi stekleničkami. Če te pa zanima več o tem, kdo sem jaz in pa kaj počnem, pa poglej na manca.si. Želim, da te barve vodijo v tvojo najboljšo verzijo in te povežejo s tvojo dušo, ker nisi človek z dušo, ampak si duša s človeško izkušnjo. Do naslednjič ti želim eno čudovito barvno potovanje. Čau, čau.